Dober dan, kot ste slišali, bomo tole zadevo snemali, pa je potem dali na YouTube. Najprej bi vsem zaželel srečno, zdravo, srčno in veliko zdravja in veselja. Neva Mečken, če se pomakneš, te ne vidim tako, ja. Ja. Torej, začenjamo novoletno oziroma novo Zoom kavico, mislim, da je že celo 71 ali 72 po vrsti, tako da je že kar počasi se bližamo 100, a ne. Skratka, današnja tema je Brailleva notacija. Brailleva notacija oziroma Braillev kratkopis, zakaj? Zato, ker je 4. se je rodil, na današnji dan je pa umrl Louis Braille, a ne, 1800, kdaj smo rekli, 52, a ne. No, in zdaj jaz bi za začetek prebral eno pesem o Louisu Brailleu, ki jo je napisal Cyril Musar. Tako da tisti, ko ne poznate, to je v apostrof, ne, se prebere, pač začetnice dajo, ne. In gre takole. Luči svetle si hotel nam prižgati, očem nečutnim nove bi lepote, uzreti rad nam omogočil bi, iz knjig zakladnice dal nam brati, srce se tvoje ni hotelo vdati, uporno misli si kako vrednote, besed nevezanih in poezij krasote, roke ti pa je mogli bi spoznati. A volje mo si bil neupogljive, izhoda nisi iz teme zaman iskal. Ledine si zoral nam plodne njive, lepoto knjige nam zavedno dal, edinstveno nam delo venec vije, učitelju, ki slepim črke dal. To je Cyril Musar napisal, to vse ga poznamo, a ne? Ja. Tako da je. Takrat, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, je še malo hodil učiti. Ja. Učil je, meni se zdi, angleščino, pa ne vem, če ne še srbo-hrvaščino, ampak vem, da ker je enkrat se poškodovala Veronika Giorin, ki učiva tudi slovenski jezik, da jo je nadomeščal. Tako da drugo leto je 200-letnica, kar je predstavo Braillevo pisavo, ne. Tako da te podrobnosti pač v redu, smo že lani, smo okrog tega se pogovarjali, tako da zdaj bomo šli pač na te zadeve. Ampak predno preidemo na Brajico, bi vam jaz rad povedal nekaj, dan so tudi sveti trije kralji, a ne. No, in zdaj se človek sprašuje, kaj bi se zgodilo, če bi namesto treh kraljev prišle k Jezusu, Mariji in Jožefu tri kraljice. Kaj bi se zgodilo? Prvič, prišle bi točno, ker se ne bi zgubile. Drugič, pomagale bi pri porodu. Tretjič, počistile bi hlevček. Prinesle bi nekaj uporabnega in tudi nekaj za pojesti. Zdaj, če boste pa počakali konec oddaje, vam bom pa tudi prebral, kaj se bi zgodilo po odhodu. Aha, Franci, slišimo vas. Halo? Ja, Franci, slišimo vas. Franci Kovačič. Ja, gospod, slišimo se. Mečkaj bomo počakali. Halo, Franci. Jaz sem že nazaj, pozdravljam. Puško, jaz sem že nazaj, veš. Ja, se slišim. Adela se slišimo? Ja, čakaj, da se Franci preklopi, pa bomo nadaljevali. Bo prišel, super. Ja. Halo? Dobro. Ja, a sva priklopljena? Ja, ste priklopljeni, ja. Ja, se vas sliši, Franci? Se sliši? Ja. Se. Fajn.
Ok, no, pa nadaljujemo. Skratka, no in današnji, se pravim, današnje gosta sem... Pa samo računalnik ugasim, pa je. Računalnik, če ne bo znal ugasiti. Franci, lahko mikrofon izklopite začasno ali pa... Halo, ok. Skratka, današnji gost je Neva Laščak iz zavoda oziroma iz centra, ki je učiteljica glasbe. Ne, Neva, sem kaj povedal narobe? Ne, čisto prav, vse v redu. Tudi glasbenica in ki tudi koristi te v bistvu Braillevo notacijo, a ne? No, pa bomo na ta način pol še kaj več, kako to gre v praksi, a ne? Potem, no, nadknadno se je preklopila Tatjana Murn, ki se tudi vse življenje ukvarja z brajico, ne, oziroma vse življenje, no, pač te kot profesorca, a ne, Tatjana, dobrodošla. Hvala lepa. Zdrav sem. No, in pa seveda Max Vinšek, glasbenik, ki sem ga pa povabil, sem ga skecal, da je malo spet obudil spomine na Braillevo notacijo, ko se je učil, ne. Tako da naj povem, ne, da dejansko za to Braillevo notacijo pravzaprav ljudje pravzaprav ne vejo, ampak sem bil presenečen, ko je zadnjič Bergant v Odmevih omenil, je rekel, danes je mednarodni dan brajice in obstaja pa tudi Brailleva notacija, ne. Tako da sem rekel, hudiča, ki si pa ti to slišal, ne. Skratka, Louis Braille je predstavil Braillevo pisavo leta 1924, smo rekli, čez 2 leti je predstavil pa tudi Braillevo notacijo. Zdaj, on je bil glasbenik in je seveda prvo zadevo, ki je potisnjen, ko je pač ta sistem pogrunto je začel razmišljati o tem, kako bi pa to glasbo, ne, ker glasba pa slepi je precej povezano, a ne. Zdaj povezane je po mojem je prvi zato pač, ker je to ena oblika, ki so lahko oziroma ste lahko enakovredni z videčimi, ker pač note in glasba oziroma glasba je pač en tak univerzalni jezik, a ne. Drugič je pa po mojem tudi to, ne, neke vrste tega, da so pač slepim potisnili v roke inštrumente, da so zabavali videče, pa da so imeli mir pred njimi, a ne. Maksi, ti si glasbenik, kaj praviš na to mojo teorijo? Ja, lep pozdrav. Teorija, seveda, vse je v praksi uresničena, kar se tiče not, se lahko isto igrajo, kot pa se berejo besede. Zdaj, ne vem, a bi jaz pričel z načinom pisanja not, ali je kak drugače? Ja, mislim, najprej mi povej, ne, ta občutek, v bistvu, a imaš občutek, da so pač slepi v bistvu s tem, ko so glasbeniki malo potisnjeni v kot, tako kot vsi glasbeniki, ali je to čisto? Ne bi rekel, da smo potisnjeni v kot. Kdor se hoče izobraževati na glasbenem področju, ima kar veliko možnosti. Prvič, kar imam res občutek, da malo uporabljamo Braillevo notacijo, ker se rajši poslužujemo sodobnih tehnologij, kot recimo računalnika, kot pripomoček, ali včasih še so bili kolutni magnetofoni ali kasetofoni, ker je malo hitrejše zaslišati, ampak natančnost pa tam ne moreš tako razbrati, kot pa iz Brailleve note. To je pa res. No, super. Zdaj, Neva, kaj pa ti praviš? Kako... Ja, se slišimo, a ne? Ja, tako je. Lepo vas najprej vse pozdravljam in hvala tudi Dušanu za prijazno povabilo. Povem, da sem prvič na Zoom kavici, tako da je to zame tudi en nov poseben dogodek. Skratka, ja, absolutno zdaj tukaj
Se bom nekoliko omejila, ne. Jaz sem zagovornica, ne, jaz pravim temu nekako glasbeni zapis za slepe, ne, ker menda ta beseda notacija se uporablja tudi še, mislim, da na področju matematike, sicer pa bomo morali tudi, kar se tiče terminologije, to v bodočnosti nekako, v prihodnosti nekako doreči. Ne. Jaz absolutno, a ne, pač že kot glasbenica zagovarjam stališče, da tisti, ki se malo bolj resno ukvarja z glasbo, je potrebno, da je glasbeno opismenjen, a ne. Tako kot vsi znamo brati in ne moramo reči, da je dovolj, da samo poslušamo, ne vem, literaturo, karkoli, ne, ampak pač je dejstvo, da tudi, da moramo znati brati, a ne. Zlasti en glasbenik, ne, kot sem že rekla, če se želi potem celo poklicno ukvarjati z glasbo, a ne, absolutno mora biti opismenjen, a ne. Tako da to je moje stališče. No, ker tam na prelomu stoletja, oziroma ko se je začelo delati, se pravi, ko so se slepi, ko so učitelji leta 18 razpravljali o tem, ne, kako delati z slepimi, 1918, ne, so tudi med drugim rekli, da je pač glasba pomaga k temu, da pač slepi dobijo občutek za estetiko, a ne, ker glede na to, da slike ne morejo videti, lahko pa poslušajo glasbe in na ta način tudi dobijo nekaj občutek za estetiko. Zagotovo ne, ima glasba, je neka prioriteta, ne, seveda za slepe, ki ne vidijo, ki slišijo, je glasba zelo, pravzaprav najbolj prikladna, ne. Res je, po mojem, a ne. Dobro, se pravi, tudi poezija, proza, jasno, da, ne. No, še najmanj likovna umetnost, ja, ne. Glasba pa res, a ne, in absolutno slep glasbenik je lahko tudi enakovreden videčemu, a ne. Lahko je, ne, lahko je. Zdaj, Tatjana. Okej. Ja, izvoli. Ja, Tatjana, veš kaj, to sem te hotel vprašati. Ti si prisotna bila precej teh standardizacijah, ne, standardizacijah brajice, brajeve pisave, a ne. Pa me zanima, dejansko kratkopis niste pa nikoli delali, ali pa brajeve notacije. Zdaj tako je, ne, Komisija za slovensko brajico deluje pravzaprav nepretrgoma od leta, ne vem koliko že nazaj, mislim, da je že kar nekaj let nazaj bil uvodni sestanek. Zdaj, rezultat tega našega dela, komisijo vodi Mateja Jenčič, to je računalničarka z centra Iris. V komisiji je zelo aktiven bil tudi Jožko Gregorc in rezultat tega prvega dela našega, bi rekla, poslovanja je bil standard slovenske brajice. No, mi smo se leta decembra lanskega leta spet sestali in ravno na to temo, ko se tu zdaj Neva pravzaprav predstavlja, ugotovili, da bo treba nekako nadgraditi to delo oziroma tudi določiti standard 8-točkovne brajice, vključiti vanj tudi notni zapis brajev, dopolniti nekaj matematičnih znakov, ker se je izkazalo, da so nezadostni tisti znaki, ki so pač v osnovnem 6-točkovnem brajevem zapisu. In v celoti pravzaprav prilagoditi tudi 8-točkovni brajev zapis, da bi bil primeren za uporabo na brajevi vrstici. Tako da zadeva teče. Me veseli, da smo se spet dobili po dolgem času in da nadaljujemo. A te še kaj drugega zanimalo? No, zaenkrat, ja. Smo pa tudi se pogovarjali o poimenovanju, se je sicer to že precej speta zgodba, brajeva pisava brajica. Želeli bi res tudi vse, ki uporabljajo brajico, nekako opozoriti na to, da kjerkoli že je govora o brajici, da se uporablja izraz brajica.
ne brajlica, brajlova pisava in kakorkoli. Tako da vsi tisti člani, ki ste aktivni uporabniki brajeve pisave ali brajice, mogoče tudi opozorite koga, če bo še vedno. Tudi Bergant mi se je začel z brajlova pisava, potem je rekel šele brajica. Tako da želeli bi, da prevlada izraz brajica, ki je pač podoben ekvivalent vsem poimenovanjem pisav, latinica, cirilica, brajica je tudi čisto simpatičen izraz samostalnik ženskega spola, ki poimenuje tip pisave. Moram ti povedati, Tatjana, da sem jaz nekje, ne vem že več kje, sem zasledil, da je že Minka uporabljala brajico. Že nekje v enem članku je napisala brajeva pisava, se mi zdi, da je. Tudi Louis Braille, Braille to je poangleščeno, po angleškem izgovoru, Francozi ne rečejo Braille, ampak rečejo Braille, tako da tale je čisto odveč v samem poimenovanju. Jože, povej. Jaz sem hotel samo toliko, Tatjana, lep pozdrav, smo se že prej slišali, ampak v starih knjigah Braillevih piše v Braillevi in Braillovi, to se pravi, da sta dvakrat L pritisnjena. V teh starih knjigah to še piše, a veš. In ker piše, rečemo, kaj svem, napisal v Braillevi in Braillovi, a ne. Mogoče samo še tole. V teh novejših knjigah so pa zdaj, so te fascikli, pa sam piše v Braillevi. No, sej, zato se pa mi skušamo tega držati. Ja. Ker tudi terminologija se spreminja. Tudi v začetku smo pisali PIZZ, zdaj rečemo pica, tudi po lokalih, če preberete. Ja, izvoli, Brane. Mogoče, Dušan, samo še za kratkopis si me vprašal. Kaj pa da vključiti? Deži, prosim. No, kaj Tatjana, kaj dej? Kratkopis je, kot veš, tudi vključen v ta standard slovenske brajice na prvem nivoju, se črka L, J, Št, Č. Je pa dejstvo, da predvsem mlajše generacije tega enostavno ne uporabljajo več pogostoma, ker tudi oni štartajo z računalniškim opismenjevanjem dokaj kmalu. To poslušajo, berejo knjige. To še uporabljajo, toliko jih tudi, mi smo učence, dijake navajali na ta zapis, ampak prav sam kratkopis bi pa zahteval dejansko zelo... Ne, to sem mislil, da če hočeš govoriti, ne? Ja, se je rekla. Dezi, prosim, motiš. Pa prosim, Dušan, izklopi ti mikrofon, če veš, da ljudje ne znajo, ker jaz bom šla, ker mi gre na živce to. Ok. Ja, ker s prehodom na računalniško brajico tudi ta kratkopis ni več prav zelo aktualen, razen teh dvočrki, ki se pač uporabljajo pri zapisu knjig in tudi starejši bralci so tega kar vajeni. Zdaj, mislim, da sem slišala, da je tu Franci Kovačič prisoten. Ja, vsega zelo mislim, zelo besedo dati. Ja, ker on je tudi bil zelo poznavalec tega slovenskega kratkopisa. Mi smo se tudi pogovarjali, ali ga bi bilo smiselno oživiti. Trenutno je pač mnenje, da s temi računalniškimi programi, ne vem, da bi bila verjetno kar precejšnja zmeda in tudi vprašanje, koliko mladih bi se tega posluževalo. Ker je pa sistem zelo, zelo zakompliciran. Kdor pozna ta Braillev kratkopis, ni enostaven. Ja, enkrat sem Maleko pošiljal, pa je obupal. In to Silvo, ki v bistvu dosti bere. V redu, jaz bi dal Franciju besedo. Franci, se slišva? Dober dan, da se slišimo? Ja, slišimo se. No, Franci, dobrodošel, hvala, da ste prišel. Franci Kovačič, profesor, kako naj vas predstavim? Profesor Zguba. No ja, vi ste učil in tole Braillevo notacijo kot Braillevo tudi kratkopisa, ne? Pravzaprav tako, jaz sem učil Braillevo pisavo tiste, ki so kasneje oslepeli, nismo pa veliko prišli do kakšnih not ali kratkopisa, razen tisti, ki so to želeli.
Kratkopis se pravzaprav nihče ne mara učiti, ker je dokaj zahteven, dokaj težaven in branje ni tako enostavno, ne. Tako da mislim, da kratkopisa, ne vem, koliko ljudi pozna, najbrž malo ali pa nič. Franci, a bi povedali malo, v bistvu, jaz sem prebral nekje, že Minka razmišljala okrog leta 25 o Brajevem kratkopisu, je rekel, da to so še treba narediti, ampak kakor vem, se je s tem začelo ukvarjati nekje 54. leta, a ne? Ja, 54. leta sta učitelja Musar Ciril in pa France Rožanec začela izdelovati ta kratkopis in 56. je bil potem objavljen 15. junija. Učbenik je bil narejen, potem je bil tiskan v 50 izvodih, se je pa to kasneje vse pozgubilo, menda ga nikjer več ni, ne vem. Jaz ga imam in ga čuvam. V Centru slepih je tudi en izvod, vem, da jaz Franci tistega, ki sva ga midva študirala, takrat sem imela, tako da je, en izvod je ohranjen. Vsaj ta, mogoče še kakšen kje. Ne vem, v Centru slepih jih je kar nekaj bilo, pa so vzgojitelji pri čiščenju omar v zbornici to lepo pospravili, pa šlo v kurilnico. No, zdaj, kar se tiče kratkopisa, to je zdaj res težava, ker imamo računalnike, imamo dovolj prostora, ni problem hranjenja gradiva in tako naprej. Vse to, kar je bilo prej težava, ne, ker Brajeva pisava prvič ima debel papir, potem so izbočene pike, vse to povzroča veliko količino, s katero je težko rokovati, in pa potem kakšne večje zapise težko shranjevati. No, in iz teh razlogov se je porodila potreba, da se vzpostavi nek sistem, ki bi omogočil pisanje v krajšem zapisu. No, in različni narodi so to različno naredili, ker so različni jeziki različno primerni za okrajšave različnih besed, ne. No, in Nemci, Angleži to s pridom uporabljajo, kadar pišejo na papir. Recimo, ko smo šli v Frankfurt na to razstavo pripomočkov za slepe, so bili vsi ti zapisi, kar je bilo v Braju, v kratkopisu. In človek si ne more nič kaj z njimi pomagati. No, slovenski kratkopis je narejen, bil je velikokrat kritiziran, da je težak, da je težko to brati. Poskusi so bili, da bi naredili kaj novega, ampak noben poskus ni bil boljši od tega, kar je. A lahko malo predstavite, knjiga je razdeljena, ne vem, meni se tukaj napisal na 14 poglavij ali koliko, ne? Ja, knjiga je razdeljena na 14 poglavij, torej ima 14 lekcij. Pri vsaki lekciji so v začetku navedene okrajšave in pa navodilo, kako in kaj se jih uporablja, ne. Nekatere se uporablja lahko samostojno, nekatere pa samostojno in kot del besede in tako naprej. Potem so nekatere oznake, ki predstavljajo cele besede, recimo ker, pa tudi, pa te reči. Potem so še ene tile oznake s četrto piko, to se pravi, da je četrta pika, pa nek znak zraven in to pomeni del besede določene. Potem so pa še oznake s peto piko, tako. Potem so pa še ene take splošne, ki se ne dajo spreminjati. No, in vse skupaj to je v 14
teh vajah opredeljeno, opisano s pravili. Na koncu pa ima ta učbenik še seznam vseh kratic. Jaz sem jih naštel 206, ampak ne rečem, da se nisem kaj zmotil. To se pravi, da je kratic vsaj preko 200. Ja, to je pravzaprav čisto nova beseda, če bi tako rekel. Halo, Franci? Ja. Pravim, pol je v bistvu to čisto nova beseda, oziroma čisto nova slovnica ali karkoli ne rečem. Ja, ne, to so pač take vprašave, recimo je še spik, recimo 1., 4., 5., 6. je ko, 1., 3., 4., 5., 6. je ki, 5., 6. je ne, 2., 5. je ni, 3., 4. je so, 3., 4., 5. je si, 3., 4., 6. je se in tako naprej. To so take bolj osnovne. Tega se jaz nisem učil. Dušan, slim. Samo tale imam zdaj 2 roki gor. Prva je bila Irena. Po moje imaš, ne? Ne, nimam še tvoje, ampak živ Irena, povej. Jaz bi rada vprašala, kje bi se dal tale kratkopis dobiti v Sloveniji, ker jaz se trenutno učim norveški kratkopis. Vem, da Aleksandra Surla Edwards se je angleškega naučila, mene pa zanima, kje bi se dal slovenskega dobiti. Hvala za odgovor. Trenutno, kakor vem, nikjer, ne. V zavodu je eden, Franci je rekel, da ima enega, več pa ni, ne. Se pravi, bi bilo treba to urediti, ne, ker v knjižnici ga nimamo, kakor vem, tako da... Ja, čudno, da v knjižnici ni, ker pravzaprav zmeri se je en izvod vsakega tiskanja dal v knjižnico. Ja, verjetno je ki med unimi kratkopisi, ker kratkopise imamo nekje na vrhu, ker jih noče noben brati, ker so pretežki. Silvo, izvoli. Dušan. No daj, izvoli, Brane, pa bo pol Silvo. 3 stvari na kratko. Kar se tiče termina Brajca, Brajeva pisava, smo že pred 20 leti na upravnem odboru Zveze društva slepih in slabovidnih sprejeli sklep, da se naj ne uporablja Brajl, Brajlova, Brajleva in tako naprej Brajeva pisava, Brajca, tako da že dolgo časa to prizadevanje, že takrat smo pisali tudi na SAZU za slovenski pravopis in tako dalje, ampak še zdaj, še kateremu od nas tudi pobegne stara beseda, ne pa Brajca. Drugo, Franci Kovačič me je učil Brajco leta 1969, ne Franci, in me je naučil marsikaj tudi iz kratkopisa, teda ne vem, če je tako ravno težek kratkopis. Jaz se prav še dan spomnim, da poleg, zdaj veliko sem pozabil, ampak poleg recimo teh 2 kratic za 2 črki, ko je Franci prej pravil, recimo se spomnim, bila Jugoslavija, bila JJA, ne Franci. Pa posamezen je pisalo PZN, teda marsikaj se je dalo še bolj skrajšati. Kar se pa notacije tiče Brajeve, me je pa takrat sem pokazal interes in me je Brajevo notacijo naučil pokojni Čurič. Kratko. Lahko jaz se mogoče vklopim? Izvoli, Janez. Silvo, ko boš ki blizu, pa se oglasi. Lepo zdrav. Oziroma Ivan. Tole glede kratkopisa jaz bi tle poudaril eno reč, namreč po eni strani vso priznanje ljudem, ki so že pred mnogimi leti ta kratkopis delali, ampak je pa treba nekako se tudi sprijazniti s tem, da seveda čas gre naprej in jaz bom samo en primer povedal, ki kaže na to, da pravzaprav vprašanje, koliko se obstoječi kratkopis splača forsirati, da se ga bi ljudje učili. Namreč zakaj? Ko sem jaz pred 20 leti, ko sem bil še v Centru slepih v službi, delal eno analizo in sicer pomagal sem si spletno stranjo Inštituta za slovenski jezik, kjer so bile ogromne količine tekstov, oziroma so še, in sem probal raziskati,
katere kombinacije črk se torej omejil sem se v prvi fazi samo na dvočrkovne kombinacije. In sem hotel vedeti, katera dvočrkovna kombinacija se v slovenščini oziroma katere se najbolj pogosto pojavljajo. No, in recimo te tako upevane stji, štji, ščji in ne vem kaj, jih ni med 20. Računalniki, in zato jaz pravim, da je tle vprašanje, koliko se splača recimo učiti kratkopis izpred 50 let, ko vidimo, da ga še pravzaprav ohraniti ne znamo, glede na to, da smo ravno kar ugotovili, da je še par izvodov v Sloveniji ostalo šlo po smeti. Se pravi, potrudimo se vsaj, da ga bomo nekako ohranili kot recimo nek muzejski eksponat. Računalniki pa omogočajo pravzaprav sodobnejši pristop k kratkopisu, se pravi, da dejansko jezik raziščiš. In recimo to, da med 20 ni bilo, a veste, kje je šč? Šč je tam na 100. mestu, ali pa kaj jaz vem kaj. Jaz sem namreč bil tako zelo pridrzen, da sem raziskal vse možne kombinacije. A veste, koliko je teh kombinacij dveh črk? Ene so popolnoma brez veze, ne vem kaj, ampak in se je zelo zanimivo pojavilo, nekatere se pravzaprav najbolj pojavljajo. Se pravi, če že kratkopis, potem ga je treba seveda narediti na nov, s pomočjo sodobne računalniške tehnologije, ki pač nam omogoča na zbranih bazah, ki jih danes pravzaprav razni inštituti in imajo, pravzaprav pridemo do tega, kje se stvar najbolj skrajša, ker če se že jaz moram nekaj učiti, potem moram seveda s tem profitirati. In recimo, ko sem jaz delal analizo 20 kratic, sem pa naredil za teh 20 najbolj pogostih kombinacij, se je tekst skrajšal na 80%. Naslednji korak, ki sem ga želel, je nepregibne besedne vrste. Žal je pa pol nekako sem tu nekako odnehal. Prvi rezultati so pokazali, da s temi nepregibnimi besednimi vrstami ne profitiramo, ne vem koliko, ker jih je relativno, sicer jih je veliko, ampak... Tudi kratke, že v osnovi, a ne? Že v osnovi so precej kratke, ja, in zdaj recimo, ne vem, in skrajšati še za na eno črko se dejansko ne splača. Tako da ja, no, to sem pravzaprav hotel poudariti. Se pravi, problem je pa še eden, samo še en stavek bom povedal. Ko so računalniki preplavili našo podarsko krčmo, se je tudi iz ust predsednikov zveze govoril. Jaz sem takrat bil precej vpet v dogajanje in preko centra slepih in preko zveze slepih in tako naprej. In že sami predsedniki takratni so pravzaprav poudarjali, kako je Brajica nekaj, kar je pač preteklost. In dokler je ta filozofija prisotna, potem je brez veze, da se karkoli trudimo. Se pravi, v štartu je treba spremeniti osnovni pogled na Brajico kot tako in ji probati dati neko mesto, ker seveda konkurenca je strahovita. Strahovita konkurenca je v kompjuterjih in strahovita konkurenca je v zvočnih zapisih, ker moramo danes vedeti, da vsak telefon premore diktafona in predvajalnik. Se pravi, strašansko spretni bi mogli biti, da bi se Brajica pravzaprav postavila na mesto, ki ne nazadnje tudi gre. Ker konec koncev obstajajo knjige, kot so, ne vem, Biblija in podobne stvari, ki bi bilo pa fajn, da bi bile v papirni obliki. Sej ne roman, ki ga prebereš enkrat in potem nikoli več, ampak neke stvari, ki jih pa večkrat lahko preberemo. Pa mislim, da ima Brajica še zmeri svoje mesto. Ja, Ivan, točno to, jaz se tudi strinjam, jaz, ko sem knjige izposojal, sem tudi opazil, da nekako je bil mačehovski odnos do Brajice, in da je tudi v bistvu tako nekako. Že to, recimo, da se samo 40 knjig naredi v Brajici na leto v zvoku, pa 200 recimo približno, ne vem, kakšna je zdaj trenutna situacija, je že dokaz, da res pa je, da je pa to pač dražja varianta, kar se tega tiče. Se zelo pravim, recimo jaz sem zelo veliko pričakoval od te, ne vem koliko vas je bilo v zgornjih nadstropjih Gradiča na Okroglem, tam gor je v bistvu ena tak prostor, ki že sam po sebi kliče po Brajevih knjigah. In ne vem, kolikrat sem jaz gor na Okroglem, pa grem gor malo prebrskati, vidim, da se pravzaprav stvar ni čisto nikamor. Par je tistih
tistih fasciklov tam, ki komaj da kaj spominjajo na Brajevo knjigo. Knjiga mora biti vezana. Knjigo moramo imeti radi. Se pravi, mora biti ne, da je zvezana z nekimi klaufami, pa z nekimi ne vem kaj, ampak mora biti vezana, tako kot se pač knjiga veže. Ja. Če hočemo imeti pravo ljubezen do nje, da prav zadiši, recimo temu. Zdaj so Brajevi fascikli, ne? Ja, tisti je pa tak. Ne moš imeti knjige rad, če je... Dobar je. Ja, tisti fascikl, se opravičujem, se vtikam, tisti fascikl je verjetno zato, Ivan, če pride do kakšne hude okvare ali kakorkoli že, da se jo tudi lažje uštima. Ja, hitreje se samo je menja. pa res to, knjiga mora biti tako, kakor je on rekel. Me pa nekaj zanima, kaj pomeni OPR, naprimer, jaz sem enkrat tako sam pri sebi, a je to oprosti, ali ne vem kaj, ker v teh Brajevih časopisih je naprimer napisan OPR, pa gre pa stavek naprej in tako naprej. To pa ne vem. Ja, drugače pa tako, jaz, ko sem hodil v osnovno šolo, mi smo se učili te kratice. St, št, lj, pa nj. Ja. To smo se učili. Franci Kovačič me je učil to x, y, dvojni v pa q. Drugače kratkopisa tako pa nisem nikoli obvladal. Pa ne vem, a bi se ga naučil, ali se ga pač ne bi. Ampak jaz vam raje, da je beseda napisana, mi je prav žal, ampak zmeraj sem pa za tem stavil, kako se pa vi strinjate. Brajico je treba spoštovati, ker ta prva je bila Brajeva pisava. Res pa je, da je danes sodobna tehnologija z zvočnimi zapisi, takšnimi in drugačnimi, ker je pa pač razumljivo. Tehnika gre iz leta v leto, z časa v čas naprej. Ok, Aleš Kuhar se nam je pridružil. Aleš, dobrodošel po dolgem času. Ja, lep pozdrav sem skupaj, se slišno. Ja, dej, mal si v kotlu, ampak v redu. Zdaj dobro, ne? No, mečkam bo še, povej. Ja, skratka, meni se zdi, lep pozdrav sem skupaj, tako meni se zdi konkretno ta zdrav kratkopis. Ne razumemo te, Aleš, ne razumemo te. Tako. 1, 2, 3. Ja, ne razumemo te. A ne? Ne. Močen mikrofon imaš. 1, 2, 3, kaj pa zdaj? Zdaj pa mogoče mečkam boš, ja. Zdaj pa mogoče, da bo boš, ne? Skratka, meni se zdi ta bravo kratkopis, vse zapleten. Jaz se spomnim, jaz sem se kratkopisa učil v Škofji, v šoli za telefonista, ne? In nekaj časa sem uporabljal tiskam, v bistvu tiskane zadeve, ne? Ampak odkar se pravi, mečkam sem poskusil, bom rekel, prebirati in ta zdajšnji kratkopis, se ga se dobro spomnim, tudi večinoma teh okrajcev, tudi daljših, sem doživljal precej zapletene. Vse je razumelo, ne? Ja, v redu. Ok, hvala, Aleš. Hvala. Silvo, si se vrnil? Ni še. Ok, Silvo ima roko gor, ampak zgleda, da je neki boljši še enkrat. V redu, zdaj bi mogoče... Kaj se slišimo zdaj? Aj, Silvo, izvoli, evo. Zdaj pa je. Nisem vedel, da je slučajno bilo. Takole je, jaz poznam malo kratkopisa precej dobro. Moram reči, da sem se precej potrudil in prebral. Ena pravljica ima prepisana, ena knjiga Mlada Breda, mimo grede, ampak gre za to. Poznam na Hrvaškem, imajo isti problem, pa v Srbiji, vsaj na Hrvaškem, in so šli in so celo v normalnem tisku za slepe, torej v časopisi opustili nje, oziroma te njihove črke, ker je nje njihova črka, ne v bistvu, kako vem, abecede, ravno zaradi računalniške brajice. Je pa res, kot je povedal prej Franci, obstaja ta angleški pa nemški pristop k kratkopisu. Zdaj, kako so ti ljudje takrat 54 ga jemali, kjer vzorec so se vzeli, to ne vemo. Drugo pa, jaz se ne strinjam popolnoma s tem, je res, da nadomešča računalnik in ne vem kaj vse. Ampak za popolnoma slepega, tako kot sem jaz, pa brez osnovne brajice ne bo noben pismen. Noben.
o tem pa me ne morem povedati. To sem hotel povedati. Da gre, mislim, te 3 smeri, ne, dve sorti kratkopisa, francoski, angleški pa nemški, in pa da na Hrvaškem zdaj tudi so opuščajo oziroma imajo popolno, niti njeja ne uporabljajo nič več. No, super. V redu, bomo šli... Se lahko jaz to glasim? Ja, Franci, izvolite. Več reči bi imel. Mislim, da preveč razpravljamo zdaj o kratkopisu. Jaz mislim, da kratkopis pravzaprav pri sodobni tehnologiji ni več tako pomemben, ni več koristen. Kratkopis bi prišel upoštev mogoče edino za kakšno zasebno zapisovanje kratkih besedil. Kar se pa tiče tistega pojma brajica, pa brajeva pisava in tako naprej, tukaj se pa jaz malo razlikujem od ostalih, ki trdijo, da je brajica vse. Rečeno je bilo, da bi brajico uporabljali zaradi tega, ker se uporablja tudi latinica, recimo pa cirilica, pa tako naprej. Ja, v redu, ampak latinica ima tudi arabske številke, ima tudi rimske številke. In brajica, jaz se strinjam, da se lahko uporablja brajica, ampak samo za tekst. Brajeva pisava pa vsebuje mnogo drugega kot samo tekst. In ravno zdaj govorimo tudi o kratkopisu in o notah. Note niso brajica, ampak je brajev zapis. Zato je brajeva pisava, če se govori o brajevi pisavi, ta zavzema vse, brajica pa pravzaprav samo tekst. In bilo je takrat sprejeto, ja, da se uporablja brajica, prav, ampak brajica, beseda brajica ne zavzame vsega, kar zajema brajeva pisava. Mogoče, ne vem, če vsi vedo, pa bi jaz povedal, kako je brajeva pisava sestavljena, ta abeceda, če imamo še čas. Ja, imamo. Bomo pa počasi prišli tudi na tole notacijo. Glejte, ta Louis Braille je bil zelo končten. Brajeva pisava se sestoji iz 6 pik, ki so postavljeni v 2 stolpcih po 3 pike. In najprej je naredil iz zgornjih 4 pik 10 črk od A do J, brez seveda našega čeja. No, ko je imel teh 10 črk, je dodal 3. piko in je imel naslednjih 10. To se pravi, A je bil K, B je bil L, M je bil C in tako naprej. To se pravi, je dobil naslednjih 10 od K do T, potem je pa dodal obe spodnji piki in je dobil V, pa UV, pa X, Y, pa Z, pa tako naprej. Ker ima pa francoska abeceda 36 črk, mu je še vedno manjkalo nekaj znakov, čeprav jih je že 30 imel, zato je dodal potem tistim 10. prvim še 6. piko in je dobil še ostale znake, da je dopolnil to francosko abecedo. Ostali narodi so pa iz teh drugih znakov pač prilagodili sebi, kar so potrebovali. Tako je slovenska abeceda prevzela Č, Š, Ž, potem Nemci imajo preglase A, O, U, Hrvatje so vzeli mehki Č, trdi Č, pa mehki Dž, pa trdi Dž, pa ne vem kaj še in tako naprej, pa Rusi imajo neznake in tako naprej. Tako da je ta pravzaprav abeceda zelo zanimivo sestavljena in se vidi pravzaprav ta Louisov intelektual. Ne vem, nekaj sem še mislil pa.
sem pozabil. No, vse se še bo dodalo. Zdaj, jaz bi, predno pridemo na Brajevo notacijo oziroma glasbo, bi jaz dodal še eno zadevo. Jaz sem zdaj za mojega prijatelja napisal eno zadevo, tako da dajte jo prebrati, če ne pa lahko tudi jaz pošljem, če kdo hoče. Naslov članka je, kako se pišejo šumniki. Leta 19 je bilo v Slovencu polemika med Franico Bezlajevo, učiteljico v Gradcu, in Minko Skabrne o tem, kako naj bi se pisali šumniki. Zdaj Franica Bezlajeva je predlagala, da bi za šeje, čeje in žeje uporabili dva stolpca. Se pravi, v prvem bi bila četrta pika, pa v drugem pa C, in bi na ta način bi imeli šumnike. Potem je pa Minka seveda jo zavrnala. Ampak več si potem preberite v mojem prijatelju. Tako malo reklame. A to bo v januarskem, Dušan? Ja, mislim, da bo v januarskem, ja. A lahko je še en stavek, ko smo še pred kratkopisom? No, ajde, Ivan. Oziroma dva stavka. En je ta, mi preveč poudarjamo vlogo kratkopisa, da bomo pri papirju šparali. Kratkopis ima še eno krasno prednost in to je hitrost branja, če ga seveda obvladamo. Druga stvar, ki pa je pa pravzaprav skregano s tem, da računalniki pa kratkopis ne grejo skupaj. Moramo namreč vedeti, ne vem, koliko od vas to ve, namreč, da v JAWS-u imamo možnost vklopa angleškega kratkopisa. Ker tudi na vrstici smo hitrejši, če imamo manj pik za prešlata, po domače povedano. Seveda moramo imeti nameščeno pravo kodno tabelo, pa take stvari. To je vse res, ampak oni tudi na računalniški zaslon Brajev prenašajo kratkopis, ker imamo na istem prostoru več napisanega. Stvar je zelo preprosta. Se pravi, kratkopis ne gre samo za to, da bomo mi namesto 3 strani potipkali samo 2. Čeprav tudi to je lep rezultat, ampak gre za hitrost branja in gre seveda za to, da mi na manjšem prostoru dobimo več podatkov. Lahko bi pa... Izvoli, Brane. Lahko bi pa res je te 2 črke v en znak, je res komplicirano, ker je tukaj veliko teh možnosti. Lahko bi pa uporabljali, tako se prej rekel, recimo posamezen PZN, ali pa bivša Jugoslavija bila JJA, recimo Slovenija bila SVN. Ali pa NM za namreč. NM za namreč. Sam, koliko bomo pa skrajšali, če Slovenijo skrajšamo, koliko bomo pa tekst skrajšali? Če v zemljepisnem učbeniku ne bomo dosti zaslužili, ne pa recimo v Svetem pismu. To je ideja, to. No, za slovenski kratkopis pravijo, da skrajša za tretjino teksta. To je eno. Potem glede šumnikov, ki je bilo morda kot zanimivost, črko Č smo pisali, kot zdaj pišemo X, tja do leta 49-50. Potem so pa izumili ta novi Č, prva šesta, in od takrat je to Č, prej je bil pa X. Jaz sem se učil kot Č, to prva, tretja, četrta, šesta. Ja, to sem jaz tudi v članku napisal, ker me je Silvo Malek opozoril na to, a ne Silvo? Ja. Povej. Ok. Dobro, gremo zdaj pol na... Jaz bi mogoče samo toliko zaključila tole debato o kratkopisu. Če je resna želja in na nek način se kaže potreba, da bi se na nek način kratkopis oživil, bi bilo potrebno verjetno tudi nekaj ljudi skupaj zbrati, pa te naloge se lotiti, lahko verjetno tudi v okviru te komisije za slovensko brajico, ta naloga se izvede. Kar je pa druga stvar, pa tudi jaz mislim, da bi bilo verjetno smiselno na novo stvari opredeliti, ker te Lilje in Jeje, kot je tudi Ivan prej govoril, se mi zdi, da je bilo marsikaj tudi srbo-hrvaščine takrat potegnjeno, ker tam imajo več teh dvočrki, pri nas je bilo pa, in tudi v duhu nekega oziroma danega slovenskega jezika to stvar narediti. Ja, ker namreč naj povem to, da dejansko obstajale so
tri brajice. Jaz sem, ko sem raziskoval oziroma ko sem tisti članek pisal, sem ugotovil, da so leta 20 obstajali na področju Jugoslavije tri brajice. Bila je Bekova brajica, bila je Ramadanovićeva brajica, v Sloveniji pa govorijo o Glaserjevi brajici. In potem so se Minka, Bek in Ramadanović so se srečali v Ljubljani na pobudo te Minke, in so potem uskladili brajico za celo področje Jugoslavije, ker so imeli v Zemunu tiskalne stroje, edini takrat, in so potem se je zgodilo to, da so prevzeli v glavnem Bekovo brajico, ker je Ramadanovićeva je preveč odstopala od teh standardov, Hrvati so zamenjali, žeje so obrnali, in je to nekako je pol to prevladalo. In verjetno so v teh pogajanjih, ko je bilo to v Ljubljani, da sem že malo pozabil točno datum, v glavnem so potem tako še dali te stvari. Potem so pa leta 54 ali 51 so pa naredili to reformo, v kateri je govoril Francija, da so te čeje naredili tak čej, kot ga imamo danes. Tako da, v redu, hvala zdaj za tale del. Zdaj bi pa prišli na Braillevo notacijo, oziroma zdaj smo se nekako, tako sem se jaz tole zamislil. Gospoda Francija bom prosil, da bo malo povedal teoretično zadevo. Max je bil pa toliko dober, da se je odločil, da bo pa to bolj praktično, praktično ne bomo zdaj igrali, bo tudi govoril, ampak nekako bi prosil za začetek, da mogoče Franci malo pove okrog te notacije. Izvolite, Franci. Louis Braille je bil že sam velik glasbenik, ukvarjal se je z glasbo in ni čudno, če je hitro začutil, da rabi pravzaprav tudi note. In potrudil se je in je sam sistem not ustvaril. Za osnovo je vzel črke od D do J in to je bila osnova osmink v C-durovi lestvici. To je pa potem nadgradil tako, da je dal šesto piko, je dobil četrtinke, če je dal tretjo piko, je dobil polovinke in če je dal obe spodnji piki, tretjo in šesto, je dobil celinke. To so pač osnovne te oznake za note. Seveda je bilo pa potem potrebno še znake, oktavne znake narediti, pa potem še višaje, nižaje, potem pa še vse drugo, recimo za ponavljanje oktav ali teh taktov in take reči. Se pa Brailleve note pišejo seveda drugače kot videče. Videče se pišejo pač v drugačnem sistemu črt. Ja, so v bistvu grafične, so druga na drugo, se pišejo, medtem ko tukaj Braille so pa linearno, v ravni vrsti. Ja, ker se ne da pisati v stolpcu. Zato se Brailleve note pišejo tako, recimo, če so tele akordi, se napiše nota, potem ostale se pa pišejo z recimo tercami, kvartami in tako naprej. Se pa piše za desno in levo roko različno. Desna roka se napiše najvišji ton v akordu in potem se napiše ostale znake s temi intervali. V levi roki se pa napiše najnižji ton in potem z intervali navzgor. Poleg tega se piše še malo drugače, recimo kakšna večja klasična dela, tako da se napiše en del glasbe najprej za desno roko, potem pa
za levo roko. In to je seveda pri samem izvajanju pa učenju precej nerodno, ker je treba paziti, da se potem pravi takti uskladijo z levo in desno roko. No, in brave note so že tako pravzaprav nerodne in zahtevajo precej dela, zato se jih pravzaprav opušča, če le kdo more kako drugače. No, in zato zdajšnji ansambli pa to ne uporabljajo teh not, ampak se učijo na pamet. Zdaj, ali so note potrebne ali ne, jaz mislim, da note so potrebne, samo za tak majhen narod, kot je Slovenija, je to težko note pisati, ker bi imel verjetno vsak, bi rekel, svoje želje in vsakmu pa ni moč ustreči. Note so po moje potrebne predvsem tistim, ki recimo nimajo absolutnega posluha. Če ima absoluten posluh, potem najbrž že s posluhom lahko marsikaj dojame, posname. In recimo Škrinjar je odličen pianist, pa not, kar jaz vem, ne pozna. Mislim, da res jih ne pozna. Kar se pa tiče teh poznavanja not, pa poznam eno zgodbo o enem vrhunskem pianistu, ki je imel absolutni posluh, ampak ko mu je začel ta nekako sluh pešati oziroma se je odločil, da bo prešel na note in si je podaljšal v bistvu glasbeno kariero, ker je v bistvu očitno je ta sluh nekako gre se tudi z leti nekako pokvari, ne vem to. No, ja, se vidi, lahko. Zdaj, jaz sem se dolgo časa trudil, kako bi se na računalnik pisale note in nikakor nisem mogel do tega priti. Nekateri so trdili, da se to da v temle vmesniku Virgo, ampak ko sem potem prišel končno do tega Virga, sem ugotovil, da se res da na Braillev način pisati kot na Braillev pisalni stroj, tako da ima recimo črka F prva pika, D druga, S tretja in tako naprej. Ampak ko sem začel pisati, sem pa ugotovil, da je pač sprogramirano tako, da tekst se da pisati, ne more se pa pisati kakršnih koli drugih oblik. No in končno mi je pa pomagal gospod Ivo Mlačnik, ki mi je poslal seznam vseh možnih znakov in tipk, na kakšen način se lahko na računalniku izpišejo vsi znaki. Opozoril pa je, da se to da v kodi IBM, v SLO pa ne. Sem mu zelo hvaležen in potem sem jaz to skušal pač napisati en komad, upam, da mi je uspelo. No, pred kratkim pa je na naši listi nekdo prosil, če bi kako na kakšen način prišel do not. Jaz sem se obrnil na našega gospoda Pavlina, tiskarja, in rekel, da se on s tem ne bo ukvarjal, ker je preveč dela, da bi iskal te znake po internetu. No, zato sem se potem jaz sam lotil, da sem en priročnik, ki sem ga imel, napisal potem v to IBM kodo in trem, ki so to želeli, sem potem ta učbenik tudi poslal. Koliko so ga lahko uporabljali, ne vem. No, ne vem, kaj bi še povedal. V redu, Franci, vse se še bomo. Zdaj predno dam Nevi besedo, ko bo povedala okrog teh, kako se pišejo note. Jaz sem nekje zasledil en editor, ki lahko pišeš note oziroma glasbo ustvarjaš podobno, kot recimo s tem Braillevim
pisalnim strojem, na tipkovnici uporabljaš ASD, pa JKL, ne, uporabljaš in to potem lahko pišeš, v bistvu zapisuješ stvari, a ne? Jaz sem imel vse znake, ampak samo, kar je programirano, črke. Aha, no, vse to, super. Zdaj bi dal pa besedo... No, jaz lahko se samo to vključim, ker je že spet govor, spet smo pri računalnikih, spet smo pri, stvar namreč, kaj mi napišemo, tako kot je Franci omenil, je stvar v kodni tabeli. Mi lahko napišemo ne vem kaj, računalnik ta znak razume pod neko kodo in ga nam na braille vrstici izpiše tako, kot ima on definirano v izpisni kodni tabeli. In zato je potem problem, recimo, tako kot je Franci rekel, v slovenski, tega je še 852, se še to tako imenuje, že kaj novejšega, to ne vem. Zdaj, ker takrat, ko smo mi to postavljali, nikakor niso hoteli upoštevati mojega mnenja, da dajmo definirati vse znake. So rekli, kaj pa 6. pika, sem rekel, s čim jaz lahko 6. zapišem? So rekli, se to pa ne rabiš. Ja, ni res, odvisno kdo, eden rabi, drug ne rabi. No in takrat to nisem mogel prodreti in potem sem pač jaz rekel, da je najboljše uporabljati IBM-ovo kodno tabelo, ki je pač definirana na ta način, da z relativno preprostimi ukrepi na tipkovnici dobimo vse možne znake. Sej zelo podoben problem se bi pojavil, če se bi ukvarjali s kratkopisom. Dobar, hvala. Ivan, zdaj bi dal jaz pa Maksu besedo. Maks, ti si praktik, ne? Maksi, ja. Povej, ti si praktik, ti si tu zdaj posebej za tole kavico sem malo pripravljal, ne? Jaz sem se pravzaprav pripravljal bolj iz nekega učbenika, ki je izšel iz leta 72 v nakladi 20 izvodov. In tu noter je ogromno podatkov za tiste, ki pač iščejo te razne oznake. Sicer je to strokovno zelo, ker recimo tudi tisti italijanski izrazi, recimo kot forte, fortissimo, allegro in tako naprej, teh podatkov je ogromno in je treba to vedeti, kaj pomenijo. No, jaz sem mislil zdaj mogoče predstaviti, kako se nota zapiše. Izvoli. In teh 7 diatoničnih ali zaporednih lestvic, recimo C, D, E, F, G, to poznamo, se recimo v osminkah zapisuje kot ali 128 se zapisuje takole. C, 1., 4., 5., D, 1., 5., E, 1., 2., 4., F, 1., 2., 4., 5., G, 1., 2., 5., A, 2., 4., H, 2., 4., 5. In tem osminkam oziroma 128-tinkam, če dodamo šesto piko, dobimo četrtinko. Če dodamo tretjo piko, dobimo polovinko. Če dodamo tretjo in četrto, dobimo, oziroma šesto, dobimo celinko ali pa šestnajstinko. Isto so to oznake pri pavzah, ki se pač zapisujejo z črkami M, V, X, pa črka U. Nisem zdaj jih opredelil, črka M je kot celinka, polovinka kot U in tako naprej, da ne to predolgo se s temi ukvarjamo. Oktave se pišejo, ne, tudi? Ja, oktavni znaki so recimo 3., 6., oziroma, pardon,
to je oktava. Oktavni znaki so pa recimo tako, ker poznamo 9 oktavnih oktav, ima vsaka oktava svoj predznak. Tako kontraoktava, subkontra, velika oktava. To so v bistvu sta dva stolpca, ne, ali kako? Ja, to je v bistvu za levo roko, potem je mala oktava, enkrat črtana, dvakrat črtana in vsaka oktava ima svoj znak, ki se ga pač treba zapomniti. Enkrat črtana ima peto piko, dvakrat črtana četrto, šesto in tako naprej. Kako se pa to v praksi obnese? Ja, jaz, ko sem recimo pred leti se bolj aktivno ukvarjal z orgljami, sem imel zapiske v tem primeru na obe roki ločeno pisano. Desna roka za sebe, pa še to je včasih bil pisan samo sopran, pa potem samo alt in si mogel to združevati. Ni pa bilo nujno, da tako bilo pisano, lahko pa se tudi pisalo kot terce, če je bilo več terc, si dodal še en znak, da se to v tercah igra neki tonov, ali kvinte, ali kvarte, kakorkoli. Potem je pa nastopi, če se pa to preneha, se pa nastopi glasovni znak, ki se pa to razdeli od soprana in alta. In moraš zopet to na pamet potem s pomočjo not melodijo si vtisniti v spomin. To je res kar precej zamudna zadeva. Mogoče, kaj prej bilo na začetku vprašanje, kaj nam pomeni v braju notacija. Lahko se sicer pomagamo ogromno, res pa je, da ne moremo pa po hitrosti konkurirati vidni notaciji. Se pravi, brajeva notacija je predvsem služi temu, da človek prebere, oziroma glasbenik prebere, ampak naučiti se mora pa v bistvu na pamet, ne? Tako je. Ja, v bistvu na pamet, ker bi že uspelo notacijo dosti hitro za eno roko brati, še vedno ostane leva roka, ki je pa potem nemogoče, da bi to hkrati igral. Brane But je rekel, da mu je ena roka zmanjkala pri učenju harmonike. A ne, Brane? Ja, 2 roke rabi za harmonike, ne? Ja. Kako boš bral note zraven? Ja, Brane, nisi se znajdel, jaz pa sem se drugače znajdel. Harmoniko sem nataknil na sodnalo stola, pa sem vlekel, pa sem imel potem eno roko frejza, noto več, z eno sem pa igral. Ja, ali pa če bi z usti bral, ne, tako kot Gusti. To pa ne znam. Jaz mislim, da je prednost, oziroma ta res pozitivna stran not brajevih je za tiste, ki skladajo. Se pravi, za nekoga, ki bo zapisal svojo skladbo. To je neprecenljivo. Učiti se iz njih je pa mečken tako, mislim. Sploh recimo, ne vem, jaz si ne predstavljam, kako bi lahko nekdo naredil, recimo, nižjo glasbeno šolo z brajevimi notami. Neva, ti povej, kako bi nekdo naredil. Ne vem, kje naj začnem. Gospodje pred mano ste že veliko povedali. No, jaz se tudi v bistvu, odkar sem zaposlena tu, na centru, kar precej sem se ukvarjala z tem glasbenim zapisom za slepe. Zakaj jaz pravim? Ja, to je gospod pred mano povedal, to ni brajica in se popolnoma strinjam z njim, ker je pač ta zapis izdelan na osnovi 6-točkovne brajice, a ne? Tukaj bi bilo malo prekomplicirano in bi se cel sistem podrl, če bi šli na 8-točkovno, a ne? Tako kot je zdaj na računalnikih.
Zdaj, ta glasbeni zapis, ali kakor ga bomo poimenovali, različni narodi ga različno, Čehi pravijo notopis, ne vem, Angleži, Američani, bright coat in tako naprej. Skratka, to moramo vedeti, da je ta zapis mednarodno priznan in veljaven po celem svetu. In je praktično enak z, bom rekla, manjšimi razlikami pri posameznih narodih. Recimo. Točno. Ja, nekateri malo različno, kaj zapisujejo, ne vem, tako kot ste že omenjali, leva roka, desna roka, najprej, ne vem, 8 taktov desne roke, 8 taktov leve in tako dalje. Recimo Američani zapisujejo striktno takt pod takt, se označujejo takte, recimo, če imamo zapis za klavir, desna roka in leva roka in potem so pač vmes pač prazni prostori, ampak ima tudi eno logiko, da imamo pač vse na enem mestu. In v bistvu vse načine se da osvojiti. Zdaj je odvisno, pač se odločiš za en način in potem tistega recimo delaš. Zdaj, meni so tudi rekli, joj, Brajca je grozna, to je vse težko, pa to je zamudno, pa to je, ampak težko zamudno. Recimo videč bi lahko rekel tudi, pa kako slep lahko s prsti bere. Ampak moje stališče je, da če se pač postopno metodično lotimo zadeve, se marsikaj da. In zdaj, ko je, mislim, da je Ivan bil, je izpostavil ravno to, da kako lahko en otrok naredi nižjo glasbeno šolo v Brajci, recimo slep. Jaz sem imela take otroke, je bil fant, ki je končal 6 razredov plus 2 razreda solfeggio in sem pač jaz te učbenike, ki so jih imeli za solfeggio, prepisovala. Delala sem to, čisto na začetku na stroj, potem pa na Wim Braj program, Wim Braj, ki zdaj je že v zatonu, ampak jaz ga še vedno imam in na računalniku, kot ste že rekli, tiste tipke, kot so na Brajevem stroju, se uporablja pač za znake. In potem enostavno vtipkavaš, kombiniraš znake in se da vse lepo zapisati. In potem pač na print na Brajev tiskalnik in pač to gre. Jaz sem potem prepisovala, zlasti sem sodelovala tudi z glasbenim centrom oziroma še sodelujem, Edgar Willems tukaj v Ljubljani in imam pač tudi to Willemsovo diplomo in sem enostavno za otroke prepisovala melodične, ritmične vaje, vse, kar so pač rabili za pouk solfeggio. Meni so hteli pač, da sem jih to naučila, praktično delala z njimi in lepo otroci lahko berejo, pojejo, izvajajo vaje, melodične, ritmične, osvajajo teoretična znanja, kot so, ne vem, intervali, akordi, se je že, mislim, gospod povedal prej, kako se zapisujejo zadeve, nekako jaz ne bi zdaj to tako podrobno, zato ker zapisati v Brajci se dejansko da čisto vse, kolikor je, bi rekla, zapis zahteven, je zato, ker je enolinijski, torej horizontalen. Grafični notni zapis za videče je vertikalen in se piše pač navpično in je to lažje brati potem. Tukaj moramo pa v isti vrsti napisati čisto vse, torej se pravi tonsko višino, tonsko trajanje, dinamične oznake, agogične oznake, tempo, izraz, tudi artikulacijo, in potem je treba to pač postopno delati. In je pa tako,
recimo zahtevan je zapis za klavir. Ne? Zahtevan je zapis za klavir, zato ker takoj so tukaj že intervali, akordi in tako naprej, en kup ene dinamike, agogike, staccato, legato in tako dalje. Skratka, to je res zahtevno. Ne? Zato nekako moje priporočilo je bilo pač za slepe, ne, te otroke, ki jih imam, da je mogoče boljš, če se začnejo učiti en inštrument, ki ima samo eno linijo, ne, se pravi kako pihalo, trobilo, ne, zdaj imamo eno deklico, ki kljunasto flavto igra, recimo, ne, in dela po notah. Ne? Jaz imam zdaj še to, da povem, sem si pač samo iniciativno kupila en ameriški program, ne, pravzaprav eno konfiguracijo programa, kjer recimo poskeniram note, ne, grafične note za videtje, potem jih moram pač popraviti, če se kaj ne izide, jih lahko tudi popravim, potem grem v drug program, je treba, ko se reče, importati v XML. No, in potem mi je ta gospod naredil čisto tako konfiguracijo prav zame, kot sem želela, ker sem rekla, da jaz bi rabila, da se mi pač iz videčih not pretvori v brajico. In potem je ta program Goodfill, ki pač ni cel, ampak je samo toliko, kakor jaz rabim, in enostavno pritisnem na gumb in mi potem vrže ven v tem programu brajeve note. In potem lepo jaz to natisnem in zato, da mi več ni treba prepisovati teh partitur, recimo za kljunasto flavto, ker deklica igra že baročne stvari, veliko koncertov, to je že kar zapleteno, pa glasbeni okraski in to. In seveda prej, ko sem prepisovala, ena pika je narobe in je narobe. To je tako pri notah, je treba zelo, tudi če si natančen, pač smo samo ljudje, se ti zgodi, da pač narobe narediš. Vmes bi rekla še, ko sem bila v Pragi leta 2004 z gospodom Škrinjarjem, sva šla na konzervatorij njihov pogledat, in so imeli recimo tam, takrat so še prepisovali note, zdaj ne vem, kako delajo oni, in so imeli recimo 2 zaposlena, ki sta te note pregledovala. Točno 2, ne samo enega, ampak 2, zato da je bilo potem res, bi rekla, brez napak, ali pa s čim manj. No, skratka, ta program meni zelo veliko olajša, in potem pač na printer, brajev, pač naprintam note. Tako da res. Sem pač šla samo iniciativno v to, ker jaz se želim s tem področjem ukvarjati, no zlasti zdaj, ko bom šla počasi v penzijo, sem rekla, da bo pač to moje področje in bi rada kaj več naredila na tem področju. Tako da jaz sem se zdaj po ta novem tudi se počasi vključujem v to. Ampak sem hočela pogledati, če je papirja dost, ker sem pozabila. No, kaj nadaljuj, Neva. A lahko, hvala. Ja, kadaj. Hvala, se nisem vedela zdaj. Dobro. Da se želim s tem področjem ukvarjati, ker je, veste, tako je, reči, ja, pa sej mi smo majhen narod, se ne splača, za enega, za 2, ampak jaz sem pač nekak entuzijast in si mislim, se pač splača, karkoli bo narejeno, se mi zdi, je dobro. Lejte, zdaj tale deklica, ki pač igra kljunasto flavto, se je udeležila tudi glasbenega tekmovanja državnega, Temsik se imenuje, to tekmovanje glasbenih šol, in sicer na področju solfeggia. In smo nekako prodrli, hvala Bogu, smo pač imeli sestanek, veste, pač ljudje
glasbeniki ne poznajo tega področja in si mislijo, kako bo pa slep, ne? Saj slep ne more, pač tam sedi v razredu, samo kar posluša, pa absolutni posluh, pa to, pa ni res, ne? Sem rekla potem, ne, lejte, da se to, pa to, pa to. In so nas sprejeli in se je lahko udeležila tekmovanja, se pravi, je pisni del pisala v brajci, potem sem prišla jaz zraven pač kot, bom rekla, kontrolni, a ne, in moram reči, da je komisijo in vseh je to zelo zanimalo, a ne, zelo tako so bili navdušeni, da to je pa fino, a ne, da so slepi potem konec koncu lahko enakovredni, a ne, in zapisujejo, potem sem jim pač razlagala to brajco, pa te zakonitosti, kako je kaj napisano in smo kontrolirali, no in ta deklica je prišla potem tudi naprej na ustni del in v bistvu, če ne bi znala brajce ustnega dela, sploh ne bi mogla delati, ne? Ker tam je pač dobila, jaz sem to vse prej prepisala, dobila pač tele zapise, a ne, teh vaj, ritmična, melodična, to in ona je morala tam na avista izvajati, a ne, se pravi, da je prvič videla note, ne. In ja, no, zdaj, ne, da se malo pohvalimo, ne, je bila prva v kategoriji, je res dobila 100 pik in to je pravzaprav je to velik uspeh za slepe, za brajco, da tako rečem, ne, da se to da, ne, da se to da, ne vem, zdaj, kaj bi še povedala, skratka, no in tudi ta gospod, pač iz Amerike, ki mi je tole je, kako bom rekla, ena družinska firma Dancing Dots, in ki imajo te programe, ne, gospod je slep, glasbenik, trobentač, tudi žena je glasbenica in tako, skratka se s tem ukvarja, mi je poslal tudi literature neki in je rekel, da on je enostavno, on je ljubitelj brajce, a ne, in zagovarja pač to, da slep glasbenik mora biti upismenjen, ne. Zdaj recimo, ko si je bil prej omenjen gospod Škrinjar, ne, gospoda Škrinjarja seveda jaz dobro poznam, on brajce ne zna, ne, logično, da je ne zna, ker on je kasneje oslepel, a ne, je pa tako, ne, on je glasbeno opismenjen, ker pač pozna to grafično notacijo za videče, a ne, notni zapis, ne, za videče, tako da on ne rabi niti brajce, a ne. Sej, zdaj, kar se tiče tega učenja, ne, kot sem rekla, ne, zapis za klavir je zahteven, malo bolj zamuden. Jaz sem videla recimo v Pragi, ne, ko smo bili, sta bila dva pianista, slepa gospoda in recimo je imel zapis v brajci in je z eno roko recimo na kolenih je pač imel ta zapis, z, ne vem, levo roko je bral, z desno roko je igral. In obratno, ne, to je pač nam pokazal, ne, je pa jasno, a ne, da je treba v končni fazi vse na pamet se naučiti, to je pač dejstvo, a ne, ampak glede na to, da pač slepi ljudje, je treba pač razvijati ta druga področja, ne, glasbeni spomin, ki je lahko res fantastičen in se da razviti, ne, posluh, to se vse da razviti, tako da je treba pa na teh področjih pač delati, ne. In seveda, ne, tudi recimo slep ne more avista igrati z obema rokama hkrati, seveda, da ne, a ne, to pač ne more, ne, ampak to ni nič tako groznega, a ne, recimo, se pač da na druge načine tako kaj naučiti, no, to jaz pač zagovarjam, to, da, ne vem, že to, ne, mi je nekako šlo, bom rekla, na živce, ker
so otroci hodili v glasbeno šolo, ja pa nič ne more, ne, tam sedi, not ni, nič se ne da, ne bo držalo, se pač marsikaj da, ne. Tako da, ne vem, zdaj mogoče še kaj takega, če koga kaj zanima, ker če ne, se mi zdi, da sem že predolga. Super, Neva, tole je bilo dobro. Naj povem, da je glasbeni center Edgar Willems eden najboljših v Ljubljani in da smo lahko ponosni, da Neva tam uči, kar dokazuje tudi njeno kvaliteto, ne samo centra oziroma glasbenega centra. Sodelujem z njimi, jaz učim, nekaj sem res tam učila, ampak se zelo, zelo dobro sodelujem in mislim, da bom tudi v prihodnje, ker se nekako pogovarjamo, da bi vse te priročnike, ki jih imajo oni, to so te vaje, da bi se tudi v brajico prepisalo in da bi imeli potem slepi, mislim, ti otroci, ki pač mislim, ta center Edgar Willems, oni so zelo dovzetni, recimo koliko otrok je bilo, 1, 2, 3, zdaj je že ta tretji slep učenec na tem centru, prihaja tudi k meni, vsi ti otroci pač seveda, da se to naučijo, ampak recimo deklica, zdajle, ki je že toliko, 7. razred, in niti ni treba več, toliko, ona se je naučila to, kar uporablja, note zna, tudi potem, ko sem ji dala prepis, oziroma to, kar mi je program naredil, je lepo brala, ker note so univerzalne, vsi ti zapisi, to je povsod enako, to ni kakih velikih sprememb, recimo Američani, dobro, oni pišejo vse ključe napišejo, mi recimo, smo malo poenostavili, jaz sem samo oktavni znak napisala, ampak recimo najprej napišejo ključe, potem pa še oktavni znak, vmes jih je itak treba pisati, ker se pač seveda oktave, mislim, če se prehaja iz oktave iz ene v drugo, so določena pravila, kdaj se pač piše oktavne znake in to velja nekako za vse, Jaz sem gledala vse te veliko literature, ameriške, oni imajo izredno podrobno vse to razdelano, veste, zdaj tako, jaz sem pač gledala tisto, kar sem jaz rabila, so zapisi za določene, za posamezne inštrumente, ne vem, pihala, trobila, orgle tudi, ki ste omenjali, harmonika, tudi general bas, torej ta bas, ki se piše s številkami samo, potem, itak, ena stvar pa je, ki me moti pri brajci, je pa to, kot je že gospod prej omenil, da recimo, če imamo za visoki pa nizki glasovi, torej recimo, če zdaj izpostavim zapis za klavir, ki je violinski ključ, da se bere akord od zgoraj navzdol. In basovski ključ je, da se bere od spodaj navzgor. To je malo nelogično, zato ker v teoriji glasbe na splošno se vedno bere akorde od spodaj navzdol, nikoli od zgoraj navzdol. Tako da sem pa tudi izpostavila nekje to dilemo in nekateri, vseh teh učbenikih, to mednarodni, tale, če sem mačkam, da vidim, je bil New International Manual of Braille Music, je bil narejen, poenoten 1996. leta. In potem so drugi narodi to prevajali, mi imamo recimo tudi ta prevod tega v hrvaščini, novi mednarodni priročnik brajčno-glasbenog zapisa in tlele je noter čuda stvari, res odličen učbenik in kaj sem hotela reči, sem pozabila. Skratka,
ne vem, pač vse to se da zapisati. No. Malo sem zgubila nit. Vse v redu. Okay, sej ura je že čas, tako da bomo počasi mogli končati. Ja. Joža, ajde, povej. Takrat sem jaz hodil v zavod, jaz sem se pač pred leti učil melodiko, potem pa nisem več tako igral, ker mene je učila Nepčeva Jožica, ampak v določenem obdobju, ki je učil glasbo Iztok Peroci, je on imel glasbeno notacijo. Tako. Ker jaz sem pa še tista, veste, Neva, ker jaz sem hodil tam od 73 do 83 leta v zavod in v določenem obdobju je pač Iztok Peroci, ki včasih igral pa ansamblu Fantje z vseh vetrov, se ne vem, a še obstoja in tako naprej. Obstaja. Peroca se jaz spomnim, jaz sem prišla leta 99 v zavod in on je takrat nekaj učencev učil harmoniko, ampak glasbenega zapisa ni uporabljal, najbrž tudi učenci niso bili, se spomnim, niso bili lih toliko, veste, kako bi rekla, da bi se lahko učili. No, ampak v glavnem vem, da je, kadar smo imeli malco popone, je rekel, o 4:30 je notacija. Ste bili bolj dovzetni, veste, kako so se pa oni takrat notacijo učili, se Marbicijo je tudi Mlačnikov Ivan in njemu podobni to pa on pač, to bi pa on povedal, kako. Seveda. Ivan, kaj boš povedal? V bistvu je tako, da je pri tem Brajevem notnem zapisu se mi zdi, da je en tak problem, da ga mi že od začetka predstavimo kot neki strahoj, tako kot smo prej za kratkopis rekli, ne? Da je to nekaj blazno zapletenega, seveda tle je treba pač imeti glasbeno neko osnovno opismenjevanje, da sploh veš, kaj to nota je. Ne? Tako da mi smo pravzaprav to zelo površno delali. Nas sicer ne vem, kdo me je učil, to se ne spomnim, ampak je tudi tako bilo bolj kot nek, rečemo temu, kot nek mus, bolj kot pa to, da bi probal nas kdo navdušiti, da je to res fajn stvar. Ne? Tako da jaz sem pravzaprav z notami se bolj spopadal šele pol kasneje. Ne? Jaz sem gledal predvsem kitarske zapise, tukaj je kar resna stvar. Je pa tako, da se strinjam, Neva, in vsa čast ti, ne, se mi, da smo se že enkrat pogovarjali o tem in krasni so te rezultati, o katerih si govorila, super. In jaz mislim, da moramo biti realni, ne, jaz pravim in se popolnoma strinjam, seveda z Brajevim notnim zapisom se da zapisati, ali se da čisto vse, ali ne vem. Težko me bo pa kdo prepričal, in to sta prej že gospoda lepo povedala, da je slep lahko enakovreden. Tu pa mi pretiravamo, namreč, ker držati inštrument v roki in igrati je pač nekaj neprecenljiva stvar. Mislim, to gre tako hitro naprej. In tukaj moramo pravzaprav, se mi zdi, biti realni, ker mi zelo dosti pol pretiravamo pa slepi. Moramo reči, glejte, vse se da, to se da, ampak tukaj naprej se pa ne da več. Ker vemo, da današnji svet je pač prisega na konkurenco in tukaj trditi, da lahko nekdo konkurira videčemu glasbeniku, mislim, to je malo pretirana stvar. Za neko lastno zabavo oziroma za neke lastne se postrinjam in glasba je pomembna za nas. Definitivno se jo že cel življenje preganjam, sicer bolj tako kot amater, ampak je upad, ne. Tako da tisto, kar sem prej hotel poudariti, je to, kar sta tudi že Franci pa Maxi poudarila, da dejansko to, da ti ne moreš hkrati brati not in igrati, je en tak minus, ki se ga pač z Brajevimi notami nikoli ne bo dalo popraviti. In tu se ne da konkurirati pač videčim, gre enostavno to prepočasi. To sem ti hotel reči. Jaz bi majčkeno tukaj ugovarjala, mislim, se sicer strinjam, ampak veste, če bomo mi pol tako razmišljali, potem bomo samo korak... Že naročil. A ste že, okej. Ja. No, kaj nadaluj nekaj. Ja, imamo skozi nekaj. Ja, Neva, kar.
Ja, lejte, tale deklica, ki jim je, bom rekla, igra kljunasto flavto, je čisto slepa. Ona je šla potem tudi na tekmovanje Temsih, na državno tekmovanje iz kljunaste flavte. Pa vem, kaj In je Temsih. je dobila 95 pik. Razumem. Ne? Recimo je težko, seveda, lejte, mi moramo v naših glavah spremeniti to. Seveda ne bomo nikoli mogli, kot si rekel, ne, Ivan, prijeti inštrument v roko, pa gledati note, pa igrati avista. Lejte, tega mi ne bomo nikdar. Ne? In to je pač naša specifika, samo da pa ne bi mogli dosegati nekih rezultatov, dobro, zdaj koliko konkurenčni, ne? Mogoče bo pa deklica šla, ne vem, v tujino, pa bo nekje, kjer je to področje razvito, lahko tudi kaj dosegla, ne? In je to so tehi, ja, sej tako bi morali mi razviti. Ja, seveda, sej tukaj, kaj je tukaj? Z videčimi, lejte, slepa to ne more, videč pa to lahko. Ja, Bog pomagi, a ne, se tudi slep ne bo, ne vem, dirigent. No, zavedati se moramo, ne, da pač slepi imate ene omejitve, a ne, to je dejstvo. To itak se zavedamo. V tem smislu, tako da treba je pač... Premalkrat priznamo. Pač je treba stvari, dobro, dajmo to zaključiti, tole... Eno vprašanje bi imel, Dušan. Ja, izvoli, vse to sem glih hotel reči, dajmo počasi končati. Ta deklica je to 12 let stara, ne, ta? Ja. Ja. Za Urha bi vprašal, igra po notah, pozna note ali... Aha, Urha sem imela, jaz sem z njim naredila cel solfeggio, no, on je šel tudi na tekmovanje, potem je pa majčkeno mu je zmanjkalo za ustni del, ker je on imel takrat veliko drugih tekmovanj, fant je tako, bom rekla, vse splošno nadarjen. Ja, resnično, in sem delala čudovito, mislim, on je te vaje izvajal, avista in vse. Zdaj, kar se pa tiče klavirja, je pa tako. Je delal v bistvu po drugih metodah, poslušnih metodah, ker enostavno žal, ne, zdaj je tako, jaz sem imela določeno število ur te pomoči, a ne, za Urha in tle je tako, ne, če za klavir bi pa potrebovali pač potem več časa, a ne, ker je potem pa res ogromno dela s temi znaki in da bi imel še dodatne ure, da bi prihajal k meni in da bi recimo to tako še po notah delala, ne. Delala sem z enim drugim fantom nekoliko, ne, ampak potem se je to tudi opustilo enostavno zato, ker ni toliko ur na razpolago, ne. In sem se potem pač omejila na solfeggio in pač, da smo delali zlasti potem to področje, ne. Ampak bi se pa dal, ne. Neva, eno vprašanje bi jaz imel, lahko? Ja, seveda. Imaš veliko izkušenj iz tega področja. Zdaj pa zelo težko vprašanje in zelo resno. Če imamo midva slepega otroka, ki je zelo talentiran, in če mu midva dava po nekih čudežnih državnih predpisih maksimalni support, se pravi, da ima dejansko res, kar bi rabil. A ta otrok lahko naredi, zdaj smo videli nižjo glasbeno šolo, lahko naredi še konzervatorij oziroma akademijo. No, dobro vprašanje, me veseli, hvala. Ravno za to deklico, ki je stara 12 let, nekako se načrtuje, da bi šla naprej. Da bi šla na konzervatorij, se pa o tem že zdaj pogovarjamo in tudi glasbena šola potem nekako navezuje. Tudi na konzervatoriju so nekateri profesori temu naklonjeni, ne, ker vidijo, da punca uspehe in bomo seveda ji pomagali. In v meni imate enega največjih navijačev. No, me veseli. Ja, tako da, lejte, to je pač postopno, počasi, ravno tako, kot smo se za Temsih pač trudili in je treba zadevo prikazati. S temi vprašanji se je že skozi nekako, koliko lahko slep rečeva temu se približa profesionalni rabi glasbe? Ja, v Ameriki recimo, ne, ta gospod, v katerem sem pač
kontaktu, a ne, on je rekel, on se je učil tudi na, pač jaz ne vem, kako imajo oni izobraževalni sistem, skratka je imel možnost, da se je učil in potem je študiral trobento in ne vem, tudi naredil pač z tem najvišjo, ne vem, oceno, kakorkoli. No, dobro, potem se je on posvečal, ker je imel tudi pač te možnosti, da je bil v družini en računalničar in to in ga je zanimalo, kako bi slepim poenostavil in približal pač zapis glasbeni, ne. Tako da se je potem pač s tem, ne, seveda ne moreš potem dve stvari delati, ne. Zdaj, do kjere, kam, kje bi lahko bil, so tudi slepi glasbeniki po svetu, ne. Seveda so, ne, dobro, mogoče jih ni toliko veliko, ampak glej. V redu, super. Maksi, ti se sliša? Ja. Maksi, ti v bistvu zdaj tole Braillevo notacijo ne uporabljaš več, ne? Ne, zdaj ne, ker z aktivnim delom igranja po notah sem nekako zaključil, ker ni bilo potrebe, če glih, da me še mika, da bi obujal nazaj znanje pa nadgrajeval, ker znanja je vedno premalo in je zmeram dobrodošlo, če ga kaj osvojiš več. Deži, a se sliša? Ja, gospod Dušan, me zelo veseli. Živo, Deži. Vsem lep pozdrav. No, povej še ti kaj, kako pa ti, ko skladaš, kako zapisuješ? Samo malo, ne. No, če dovolite, gospe Evi čestitam, hvalim Bogu, da smo dobili človeka, ki to začel naprej potiskati. Jaz vedno še zagovarjam. Note za slepega, sploh v zavodu, ko smo še bili, smo tam 48. 49. leta se je delalo na tem, ker so bili gojenci še iz zavoda, iz Kočevja. In oni so nas pravzaprav poučevali. Sam še vedno trdim, da note kot take, glede točnosti, so ena, torej je stvar, ki ni boljših stvari od tega, od not. Sej se ti naučiš po posluhu, sam ni to, točnosti ni. Drugo, kar je, dosežemo mi lahko še in še kaj. Seveda s pomočjo, da že kot otrok začne se ukvarjati z glasbo. Deži. Pri nas smo ogromno dosegli vse učenci iz zavoda. Iz zavoda in kar smo imeli takrat pravilno vzgojo, oziroma smo imeli učitelje, ki nas so spravili do tega. Toliko, še enkrat čestitam gospej. Deži, ja. Deži, a tebe je Karl Jeraj učil? Ja, sam jaz sem bil takrat 9 let star. Aha, ti pa ste uporabljali tole Braillevo notacijo? Ne. So tisti, ki so bili starejši. Aha, zdaj so se pa učili v bistvu oni iz Kočevja, so pa to poznali? Zelo. Recimo je bil en Hajšek, Poltoropovi so bili, ki so bili čudoviti, torej Jože Trop, on je se potem v Zemunu končal šolo za oglaševanje klavirja, kar je bilo potem čisto pošteno in kar je škoda, ne? Aha. V redu, super. Jaz bi samo rekla to, ne, da glede tega poučevanja, ne, glasbenega zapisa, to je čisto individualni pristop, ne. Tle ne gremo zdaj, ne vem, celinka, C pa tako naprej, ampak to more biti, mislim, to učenje po potrebi posameznika, a ne, tisto, kar rabi. In potem se pač znanje nadgrajuje naprej in vedno v povezavi z to slušno percepcijo, a ne. Ne kar neki, a ne, samo teoretizirati, se učiti, ampak kar se vedno v povezavi z
prakso, a ne. In tako sem pač jaz tudi delala. Zdaj bi pa jaz samo še eno to priložnost, ker smo lih vsi, pa sem vedela, da je na povezavi tudi Aleš kuhar, a ne. Jaz upam, da je še. Jaz bi se njemu resno zahvalila, iskreno, ker mi je pri teh programih ameriških zelo, zelo veliko pomagal, kot pač tehnični pomočnik, a ne. Jaz tehnik nisem, tako da sem res rabila in sem rekla, moram pač izkoristim to priložnost, da se mu takole javno zahvalim za vso njegovo pomoč. Lej, tako da, Aleš, hvala. Dobro, zdaj bi pa res nehali, ura je 11... Kako? Lahko še jaz kaj? Ja, no, dajmo, ja. No, kar se tiče tega, ko je bilo nekje vprašanje, ali lahko slep doseže neko kvaliteto ali ne. Ko sem bil v Zavodu za slepo mladino, takrat je prišel v zavod en devetak, nekje tam iz Trsta, in je opravil celovečerni koncert klavirski. On se je naučil vse na pamet in seveda z brajevih nog. V Italiji so takrat to bolj forsirali in so ljudje to tudi bolj uporabljali. To se pravi, se da z not tudi doseči visoko kakovost. Bi pa še nekaj povedal v zvezi z notami. Prej sem rekel, da se recimo piše po delih, en del za desno roko, potem za drugo roko, levo. V letu tam okrog 70. leta so pa bili neki poskusi, ki bi pisali oboje, tako melodijo kot spremljavo v isti vrsti. Ampak to v glavnem za lažje komade, recimo za popevke in take reči. In to je bilo tako, da se je napisala melodija, pomišljaj, potem pa samo recimo osnovna nota spremljave pa interval. To je izhajalo kot priloga mojemu prijatelju nekaj časa, ne vem niti kdaj se je točno začelo, niti kdaj se je končalo, ampak nekaj letnikov je to izhajalo, pa je potem zamrlo. Zdaj se najbrž s tem nihče več ne ukvarja, ker se tako in tako z notami v bistvu ne ukvarjamo več, ne? Se ukvarjamo, seveda se ukvarjamo. No, vi se, nasplošno pa... Ja, nasplošno pa... Je pa to bolj zamrlo. Je omenjeno, da ljudje, ki so prihajali iz Kočevja, da so znali note, ja, dobro so jih obvladali. Sej eden od teh je bil tudi Čurič, ki smo ga že omenjali in obdelovali tukaj, a ne. No in Čurič je v Centru slepih veliko pravzaprav pripomogel k temu, da smo te note obvladali bolje, malo več, kot smo se pa tistih osnov naučili v Zavodu za slepe, a ne. Ja, moj recimo prvi priročnik je bil, ki mi je prišel v roke, Confidenti Vivot. To meni se zdi, da je išlo 49. leta, je bil, mislim, se je bil kar grozen za brati, ker je bilo vse tako, bi rekla, že nehigienično, a ne, danes so toliko stare te note, da je praktično neuporabno, ampak jaz sem ta priročnik v celoti prepisala, a ne, in šele iz tega mi je malo postalo jasno pravzaprav glede uporabe, ne, tega zapisa, tako da potem seveda sem pa še tujo literaturo pol gledala, a ne. Za Confidentijevo ne vem, ampak vem pa za Jožeta Hajška. On je napravil ena dva taka, bi rekel, priročnika. Oba sem jaz imel, enega sem nekomu posodil, pa ga nimam več. Tako da tam notri so vse te osnovne note in te intervali, pa vse okrešave, pa vsi tisti trilčki in predloge. Lahko jaz vam povem, zdaj omenili ste devetaka, jaz sem zdaj šel na internet pa sem pogledal, a ne?
Devetak Gabriel. Tako je. 6. novembra 24 rojen v Šentmauru pri Gorici. Ker so pri dečku, ker je bil Devetak od rojstva slep, ga je mati poslala v zavod Ritmajer v Trstu, kjer je obiskoval šole za slepe. Ker so dečku odkrili nagen za glasbo, so ga usmerili v ta študij. Leta 1939 se vrnil v Gorico in do 45. leta nadaljeval študij glasbe na konzervatoriju pod vodstvom profesorja Konstantindesa in Kuralič, pravi možno, ki je bil organist pri Svetem Justu v Trstu. Istočasno je opravil tudi tečaj za orgle, zatem je študiral na Ljubljanski akademiji za glasbo s profesorjem Jankom Ravnikarjem in kompozicijo v Benetkah, kjer je leta 1949 diplomiral iz klavirja. Izpolnjeval se še v Sieni na Akademija Musicale Ciana 51. in v Salzburgu 56. na glasbenem tečaju, ki ga je v okviru vsakoletnega Salzburškega festivala organizira konzervatorij Mozarteum. Kot profesor glasbe je poučeval na Slovenski učiteljišču in nižji srednji šoli v Gorici od 62. do 70. Od leta 71. pa poučuje isti predmet na italijanski srednji šoli, Ascoli v Gorici. Vrsto let se ukvarja z otroškim moškim pevskim zborom v Šentmauru, zanje je priredil več cerkvenih pesmi, ki so v originalu namenjeni mešanim zborom. In tako naprej. Skratka, to so sicer ne stari podatki, ampak vse približno, da vemo. No? Dokaz, da se da. Tako. Tako da smo Nevo podprli. Hvala lepa. Delamo naprej. Tako, dobro, delamo naprej. Zdaj bomo končali. Drug teden imamo, vas spet lepo vabim. Kot sem že povedal, sodelujemo z Narodno galerijo in drug teden bosta goste Živa Rogel, ki je tam vodja izobraževanja ali nekaj podobnega, in pa dr. Andrej Smrekar, ki je pripravil razstavo o Strnenu. In ta razstava s to razstavo bomo začeli sodelovati z Narodno galerijo, oziroma bomo začeli prilagajati razstave v Narodni galeriji za slepe. Tako da bom rabo tudi vašo pomoč, da bomo se pač jim bomo povedali, kako pa kaj naj bi določene stvari počeli, oziroma bi naredili. Istočasno so pa v Narodni galeriji tudi pripravljeni zaposliti kakšne slepega za pomoč, tako da je to vse že na naši strani, na strani zveze je razpis za te zadeve, pa si pogledajte, če koga zanima, oziroma poveste komu, ki bi to bil. Daniela Rogala, kako se Živa Rogel. Dušan Rogel. Živa Rogel. Živa Rogel, ja. Ja, ona je bila včasih na RTV-ju novinarka, zdaj je pa tukaj kot vodja tega izobraževanja. Pa še nekaj, Dušan, jaz se za prej opravičujem, je bila čistilka tukaj, tako da... Ja, v redu. No, zdaj bom pa jaz za konc vam pa povedal še, se pravi, v prvem delu smo se vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi namesto 3 kraljev k sveti družini prišle 3 kraljice, a ne? Se pravi, smo rekli, da se ne bi izgubile in bi prišle točno. Pomagale bi pri porodu, počistile bi hlevček, prinesle bi nekaj uporabnega in tudi nekaj za pojest. Zdaj, kaj bi se pa zgodilo ob vhodu? Pogovarjale bi se in bi to šlo približno takole. A si videla Marijine sandale? Sploh se ne ujemajo s tuniko. Otrok se mi zdi čisto nič ni podoben Jožefu. Kako lahko živijo z vsemi temi živalmi v hiši? Osel je v zadnjih vzdihljajih. Govori se, da je Jožef brez dela. Marija me je vprašala, če mi mora vrniti posodo za torto. Devica, ma ne me zezat, poznam je s faksa. Tako, na kratko. Dušan. Ja, Niko. A me slišiš? Ja, Niko, slišim te. Jaz sem se po dolgem času vklopil, ker sem pravzaprav cel računalnik na novo delal in sem se zdaj na koncu vklopil, tako da vidim, če se me sliši. Ja. Vse skupaj pa lepo pozdravljam
pa se slišimo naslednjič. Tako, v redu, tudi to je moja beseda. Hvala vam, bodite mi zdravi in kot sem že napisal v vabilu, upam, da boste čim večkrat na Zoom kavici. Hvala vam. Ja, hvala. Lep pozdrav vsem. Pa se vidimo. Ja, hvala, dio. Dio. Srečno. Dio.